Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubitelice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli v še enem tretjem polčasu. Prvi del bomo namenili kolektivnim igram žogo, v toku so že nekatera državna prvenstva. V središču pa danes beseda dve o kraljici športov atletiki, in sicer se je Henrik Plank iz Evropskega prvenstva športnikov invalidov vrnil z bronastim odličjem. Celjski rokometaši še naprej ne poznajo milosti. Celjske atletinje ekipne državne prvakinje, fantje do bronastega odličja. Celjski nogometaši v četrtfinalu slovenskega pokala, jutri lokalni derbi z Rudarjem. V času, ko poročamo, gre v dvorani Zlatorog koncu tekma tretjega kroga državnega prvenstva. Že v polčasu so aktualni državni in pokalni prvaki proti Svišu zanesljivo vodili in bodo vknjižili še tretjo visoko zmago v tej sezoni. Prejšnji konec tedna so Celjani v prestolnici v drugem krogu s kar 39 proti 21 premagali moštvo Slovana. Celjani so vprašanje zmagovalca rešili že v prvem polčasu, ki so ga dobili za 10 zadetkov. Jaz moram reči, da smo šli v tekmo maksimalno zbrani, skoncentrirani, tako kot sem si sam želel. To so tudi fantje nekako, bom rekel, na igrišču udejanjili. Po nekaterih podatkih, ki smo jih dobili, so igralci Slovana po prvem kolu, ko so zmagali v Novem mestu, se nekako osokolili in so rekli, da bodo tudi proti Celju probali dobiti vse točke. To je nekako še dodatno počgalo našo ekipo in mislim, da smo z neko dobro, hitro igro, dosti kvalitetno obrambo povsem razorožili Slovan že v prvem polčasu, naredili razliko in skozi vso tekmo igrali z vsemi 16 igralci in tako ohranili nek, bom rekel, visok ritem. Čeprav je prišlo še do nekaj manjših napak, predvsem v sami končnici, če ne bi bila razlika še izdatnejša. Kljub temu, da imajo aktualni državni in pokalni prvaki na začetku sezone za tekmece na papirju nekoliko slabša moštva, navdušujejo z resnim pristopom in zelo zavzeto igro. To je edini način in razmišljanje, ki ga imam jaz in vsi ostali v glavi, se pravi, da vsakega tekmeca maksimalno spoštujemo, se na njega pripravimo in poskušamo narediti tisto, kar nekako treniramo na treningih, in to nam zaenkrat tudi uspeva. Kaj lahko rečete po teh pripravah in pa uvodnih krogih okrog novincev? Zdi se, da ste imeli kar srečno roko pri okrepitvah. Ja, še enkrat bom povedal, da gre to vse za nekako nove, mlade, izjemno neizkušene igralce, predvsem v mednarodnem okolju. Potrebovali bojo to kilometrino, vsekakor pa po drugi strani je v njih določen potencial, na nas pa je, da tega čim prej iz njih izpravimo oziroma da jih ukomponiramo v ekipo, kajti njihova posamezna kvaliteta, če bomo uspešno spravili na dan, bo tudi kvalitetnejša za našo celotno ekipo. Sicer pa v celjskem klubu dopolnjujejo moštvo za prihodnja leta. Novi član Celja Pivovarne Laško je postal obetavni 17-letni Matic Grošelj iz trboveljskega Rudarja. To je ideja oziroma zamisel že od lanske sezone. Smo se dogovorili nekako, da bi vsi ali pa skoraj da vsi igralci, mladi, ki nekaj pomenijo v slovenskem prostoru, da ne bi nekako zaobšli Celje, ampak da bi se ustavili tukaj, seveda, če bi mi videli v njih potencial. To je tudi strategija in vizija našega kluba in verjamem, da nam bo na tej poti tudi dobro uspevalo. Eden od teh je tudi Matic Grošelj, gre za levorokega igralca, ki je sigurno že v tem trenutku potencial, ampak pred njim je trda in težka pot, verjamem pa, da mu bo uspelo. Že prihodnji konec tedna pa se za pivovarje začenja Liga prvakov. Prvi tekmec Celjanov bo 27. septembra v dvorani Zlatorog Skopski Vardar. Na ekipnem državnem prvenstvu atletiki, ki je prejšnji konec tedna potekalo v Novem mestu, je ženska ekipa kladivarja osvojila naslov državnih prvakinj. Fantje so se ukitili z bronastim odličjem, potem ko so zaostali za Krko in ljubljanskim Masom.
V vodstvu celjskega kluba so z rezultatoma obeh ekip na državnem prvenstvu zelo zadovoljni. Lahko rečem, da smo izjemno zadovoljni. Punce so ponovno najboljše v državi, se pravi po enoletnem zmagoslavju Masa smo ponovno vrnili nazaj naslov državnega prvaka v ekipni konkurenci. Mi smo sicer po tihem smo upali, da nam to mogoče, glede na to, ko smo videli razpored, vendar dejansko je potem, ko so rezultati prišli, smo bili vsi izjemno veseli, tako punce, kot tudi mi v vodstvu. Pri fantih tretje mesto je bilo pričakovano, glede na to, da je Mas ima izjemno močno kvalitetno ekipo. Prav tako Krka se je letos ukrepila, na vse zadnje v Novem mestu so dogradili stadion, nova plastična masa, nove opreme in seveda je bilo v interesu, da kot domačini celo upali so mogoče na zmago, vendar niso, morda bi celo se lahko vmešali za borbo za drugo mesto, vendar smo zaradi zdravstvenih razlogov je Ljuд Zalokar ni štartal na 800, to je bila izguba približno 180 točk, zaradi določil pa naš trenutno res, lahko rečemo, najboljši, izjemno perspektiven pionir v metih, v krogli in pa v disku ni mogel nastopiti. Izmed članov celjskega kluba je najboljši dosežek uspel Martini Ratej, ki je v metu kopja slavila z 61 metri in 43 centimetri. Vsekakor je zmaga celjskih atletin, ki so za seboj pustile tudi Mas, ter uvrstitev članov na stopničke dokaz, da celjski klub tudi po tej sezoni ostaja v slovenskem vrhu. Tudi rezultati soboto in nedeljo to kažejo, vendar mene se posebej veseli, da smo teden dni nazaj so v mladinski konkurenci so bile punce prav tako državne prvakinje, medtem ko so fanti bili konkurenčen boj z mladinci Masa, kar že dolgo časa ni bilo, celo v enem trenutku se nagibalo mogoče k dvojnemu zmagoslavju, kar je bilo pa seveda bistveno več, kot smo pred začetkom sezone planirali in kot smo dejansko pričakovali. Sicer pa pri kladivarju kot zelo uspešno ocenjujejo celotno sezono. Najboljši dosežek je zagotovo drugo mesto Martine Ratej v skupnem seštevku diamantne lige. Z sezono prvi vtisi so, da je bila dobra, uspešna sezona za nas. Tukaj so zmaga Martine Ratej v diamantni ligi, drugo mesto v skupnem seštevku diamantne lige. Rekel, pri Martini žal edini ta senca je ta neosvojitev medalje, vendar konkurenca v Kopju je precejšna, odvisno od malenkosti in jaz upam, da Martina še ni rekla zadnje besede in da bo naslednje leto, ko je svetovno prvenstvo, taki ali pa še boljši formi, kakor je bila letos. Lični nastop je bil tudi letos Marine Tomić, žal vseeno njena najboljša uvrstitev na velikih tekmovanjih, polfinale evropskega prvenstva, žal pa zaradi zdravstvenih razlogov ni mogla tako tekmovati, kakor si je želela, kajti je celo morda je bila šansa tudi proti finalu. Zelo dobre uvrstitve mladincev, Ljuд Zalokar je na svetovnem prvenstvu za mladince na 800 metrov bil je 13. in pa Luka Janežič 12., kar so rezultati, s katerimi se že dolgo časa nismo mogli društvo pohvaliti. Morda izgubljena sezona za Roberta Renarja, sicer je nastopil sedaj na ekipnem prvenstvu in pričakujemo, da bo morda že v zimski sezoni ponovno v formi, kakršen je bil pred letom pa pol, ko je dejansko presenetil celoten palcaški svet. Za članici celjskega kluba Martino Ratej in Marino Tomić se bo sezona na prostem zaključila naslednji konec tedna z nastopom na Balkanjadi v Ljubljani. Martina je vrgla na državnem prvenstvu 61-43, kar je solidni rezultat. Jaz sem prepričan, da bo v Ljubljani dosegla vse tak, če ne celo boljši rezultat. Tako je Balkanation je ena izmed tekmovanj, ki je na novo v tem evropskem krogu tekmovanj. Tukaj bo sodelovalo, mislim, da je 16 reprezentanc, seveda vključno Slovenijo, gre za ekipno tekmovanje, neke vrste bo atletski spektakel Ljubljana, ki ga bo gostila, lahko rečem, da bo uživali obiskovalci v bojih, ki bojo v Ljubljani. Pričakujem seveda dober nastop obeh naših tekmovalk. Žal pa ne vem še, ali bo še kdo od naših drugih tekmovalcev, kajti Balkanation je specifično, tako samo 8 ženskih in pa 8 moških disciplin bo nastopilo. Kakšen je pogled naprej? Verjetno že razmišljate tudi o prihodnji sezoni, kaj si želite, kakšne cilje si boste zastavili v klubu?
Tako je, prvo moramo zaključiti. Mi bomo zaključili tradicionalno z zaključnim mitingom, s podelitvijo nagrad našim najboljšim atletom v letošnji sezoni. Cilji za naslednjo sezono so pa 2 ali 3 uvrstitve na svetovno prvenstvo. Poskus seveda, da bi Martina tam odigrala vidnejšo vlogo, kot je odigrala v Zürichu. Prav tako naprej razvoj mladinske atletike. Imamo dokaj dober podmladek, mlajše ekipe in mlajših ekipah so, mislim, da naši trenerji dobro delajo, tako da jaz pričakujem, da bo Kladivar še naprej ostal najmočnejši slovenski klub. Trenutno sicer to mesto delimo z Masom. Do Rija sta še 2 leti, menite, da bosta predvsem Martina in pa Marina vztrajali do olimpijskih iger? Jaz pričakujem, da boste obe in jaz pričakujem, da se nam bo v Rio pridružil še Robert Trinar. Nogometaši Celja so se po uspešnem začetku državnega prvenstva v torek uspeli uvrstiti v četrtfinale pokalnega tekmovanja. Varovanci trenerja Simona Rožmana so na gostovanju pri Zarici v Kranju slavili z 2:1. Oba zadetka za rumeno-modre je dosegel Sani. Naš cilj na tej tekmi je bil dejansko samo zmaga, ki nam prinaša četrtfinale. Nekako pa je tekma šla po pričakovanjih. Kljub mogoče, da se malo smešno sliši, da smo s tretjeligašem zelo, bom rekel, dosegli majhen rezultat, ampak samo igrišče nam ni dopuščalo praktično nobene igre. Že sam prihod na igrišče je bil takšen, da ko si stopil na igrišče, si bil nekje do gležnja v blatu, tako da smo se nekako mogli prilagoditi. Samo srečanje, bom rekel, smo odigrali zelo korektno, fanti so se držali vseh navodil. Res je, da smo dobili prvi tako malo nespreten gol, kar je domačina, bom rekel, njihovi domači publiki samo še ponesli. Dobili tudi en nespametni rdeč karton, potem pa nekako v drugem polčasu z menjavami, z rotacijami, nekako z svojim tempom nekako nasprotnika povsem onemogočili. Zasluženo dali 2 gola, imeli še 3-4 dobre priložnosti. Mogoče na koncu tekme nasprotnik nekako na silo z neko preskok igro prišel še do nekih pol priložnosti, ampak mislim, da je bila tekma zelo pod kontrolo nekako in mislim, da smo se zasluženo uvrstili v četrtfinale. Igra nam pa, bom rekel, igrišče nam pa ni dovolilo, da bi karkoli, bom rekel, da bi bila igra lepa na oko, je bila pa trda, borbena, tako da iskreno čestitke fandom. Kljub temu, da so tretjeligaši v polčasu vodili, Celjani pa so ostali še brez izključenega Jakoliča, v celjskem taboru ni bilo čutiti pretirane nervoze. Moram reči, da jaz sem bil zelo miren, ker nekako sem pričakoval, da bo padec nekje v drugem polčasu z njihove strani. Je pa res, da pri fantih je bilo opaziti malce nervoze, ampak vseeno smo se v polčasu umirili, nekako ponovili zadeve že iz predtekme, tako da mislim, da smo potem kar suvereno tekmo dobili. Po novih pravilih se bo iz pokalnega tekmovanja v evropske pokale prihodnje leto uvrstil samo zmagovalec. Zato bo pot v Evropo bržčas lažja skozi državno prvenstvo. Mi nekako v pokalu si nismo zastavili nekih ciljev, ker je spremenjeno pravilo, da samo zmagovalec pokala gre v nadaljne tekmovanje evropsko, tako da mi smo se odločili dejansko s filozofijo iz tekme v tekmo, kjer se fokusiramo dejansko na lastno vsebino in kam bo to preneslo oziroma kako daleč nas bo tudi v pokalu vodili, bomo pa videli. V državnem prvenstvu so Celjani po reprezentančnem premoru v soboto remizirali pri okrepljeni Novi Gorici. Reprezentančna pavza je prišla v pravem trenutku iz vidika nekih bolezni, ki se pojavljajo po tekmi z Olimpijo. Mislim, da smo v tem delu pošteno naredili, smo nekako obnovili tako taktični kot tudi fizični pogled. V Novi Gorici moram reči, da je rezultat glede na prikazan realen. Gorica je imela enih zelo dobrih 30 minut, potem pa mislim, da smo mi naslednjih 60 minut imeli zelo dobro kontrolo nad igro. Sicer si nismo ustvarili toliko veliko priložnosti kot prej, kar botruje tudi temu, da se je Gorica, bom rekel, po tisti 30 minuti zelo pomaknila nazaj in nekako nam ni puščala prostora. Tako da mislim, da glede na potek dogodkov na igrišču, da je rezultat realen in smo z njim tudi zadovoljni. Prvo četrtino državnega prvenstva bodo Celjani zaokrožili v soboto, ko bo v Areni Petrol v lokalnem derbiju gostoval Velenjski Rudar. Jaz bi v tem trenutku res rad povabil vse, bom rekel, naše simpatizerje, navijače, privržence kluba, da se udeležijo te tekme, da nam nekako pomagajo, tako so nam, bom rekel, s čudovitim obiskom in proti Mariboru in proti Olimpiji nekako bili sigurno naš 12. igralec. Tekme absolutno vedno zanimive z Velenjem in mislim, da tudi v soboto se obeta en pravi spektakel, kjer pa spet obljubljamo eno atraktivno napadalno igro in mislim, da bodo gledalci prišli na svoj račun. Beseda 2 o Rudarju, za kakšno moštvo gre, kje so mogoče najbolj nevarni?
Velenje lansko leto nekako dokazalo svojo kvaliteto, imajo zelo izkušeno ekipo, nekako preverjene igralce, nekako se že takoj po včerajšnji tekmi nekako se pripravljamo na njih, bomo še pogledali malo video posnetkov, pa sem rekel, mislim, da dobro pripravljamo na njih, še enkrat pa so pa izkušena kvalitetna ekipa. Imate kaj težav pri sestavi moštva? V tem trenutku je še vedno odsoten Bajde, ki bo še kar nekaj časa. V tem tednu je na posebnem programu še tudi Đermanović, ki ima poškodbo zadnje stegenske mišice, ter Jugović, ki je bil dlje časa, ampak se že vrača v trenažni proces, tako da ti trije ostali so pa vsi zdravi in pripravljeni za igro. Srečanje proti Velenjčanom se bo v soboto začelo ob 18. uri. Brez velikih zgodb, brez grandioznih obljub, brez laži, brez olepšav, brez praznih besed, brez dodatkov, brez vsega. Le voda. Oda. Življenje jo hoče. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Oktoberfest Celje. Privlačne hostese, mladenke v dirndlih, ponudba tradicionalne bavarske hrane, odlična hrana, vse to boste doživeli na Aveniji pod Golovcem pred dvorano Zlatorog. V petek, 19. septembra bodo nastopili Tanja Žagar, skupina Kalipso, Navihanke, Šaljivci, 20. septembra pa Akordi, Brigita Šuler, Frajeri, Ponos in drugi. Z vami bodo tudi veseljakovi voditelji. Vabljeni, vstop je prost. Spoštovane gledalke, dragi gledalci, smo v rubriki V središču. Nocoj bomo namenili kraljici športov, atletiki. Naš sogovornik bo Henrik Plank iz Atletskega društva Šentjur, ki izjemne rezultate dosega na največjih tekmovanjih za športnike invalide. Kot lahko vidite na naši mizi, tudi letos se je iz Evropskega prvenstva vrnil z bronastim odličjem. Henrik, lepo zdrav, dobrodošli v našem studiu. Dober večer. Mogoče za uvod beseda dve o vaši karieri. Kdaj se je začela, mogoče kaj so bili vrhunci do zdaj? Kariera se je začela 2001-2002. To so bili povoji, ko smo na stadionu z Janezom Hudejom začeli malo metati orodja. Pa se pa zaljubil v atletiko, pa sem začel malo bolj migati, malo bolj trenirati, na kar so sledila mednarodna tekmovanja, pa tekmovanja na višji ravni. Zdaj vrhunci so drugo mesto na svetovnem prvenstvu v Novi Zelandiji, evropski rekord v kopju, seveda drugi sem bil v kopju, kar je bila moja paradna disciplina, 10-kratni državni prvak, državni rekord v kopju, disku in kugli. Zdaj ste zamenjali disciplino. Zakaj pravzaprav, potem ko ste tako odlične rezultate dosegali s kopjem, ste se zdaj odločili za disk? Zdaj je neko nov sistem prišel. Jaz glih ne razumem, zakaj to delajo. Nimamo kaj druga, pravila so taka, treba bo iti na disk. Čeprav v disk že bil je zaljubljen na začetku, ampak po pregledih, kakšno telo imam, pa po mišični strukturi smo rekli, da je boljše, da kopje. In izgleda, da smo
uspeli, zdaj bo pač treba disk. Imeli ste nova pravila, ste lahko bolj konkretni, zakaj pravzaprav gre? Ja, bila so nova pravila že pri stolih, kar smo pač uredili. Zdaj pa vsaka grupa, to je po grupah sankcionirano in vsaka skupina ta pač ima svojo paradno disciplino. In tu mislim, da ne bo več odstopanja in tako bo ostalo, ne. Ampak tudi z diskom vam gre zelo dobro. Letos je Evropsko prvenstvo, kjer ste osvojili bronasto odličje, kolajno imate tudi s seboj. Zagotovo prijeten spomin na to veliko tekmovanje, ki je bilo v mesecu avgustu. Ja, za vsako pogledam kolajno, se spomini vrnejo. Dal bi se še dosti več narediti, ne, ampak časa je bilo malo premalo. Tako da za naslednje tekmovanje upamo, če bojo sredstva, da bi lahko kaj ponovili, no. 14-29 ste vrgli, to je bilo dovolj za tretje mesto za bronasto odličje, zadovoljni z rezultatom? Zmestno zadovoljno rezultat, pa glede na okoliščine, kakšen mraz je bil, pa to je soliden, no. Nasploh ste imeli izven samega tekmovališča menda kar nekaj težav. Zakaj je pravzaprav šlo? Ja, tekmovanje je bilo dosti zgodaj, pihalo je, bilo je mrzlo, tako da se niti ni bilo, nisi se imel kje ogreti, ponovadi narediš par metrov prej, da se malo ugreješ, malo navadiš. Zdaj ni bilo možno, smo samo nekaj v dvorani in jih par metrov naredili kar z vozička. Ja, pa nastanitev glih ni bila najboljša, ne, tako da. Ampak kljub temu ste stisnili in se domov vrnili z odličjem. Ja, to pač neki izkušnje naredijo, ne, z leti, da pač moraš odmisliti težave, ki jih imaš izven tekmovališča. Povejte nam, je velika razlika med obema disciplinama, recimo kaj so značilnosti pri eni in pa drugi? Ja, razlike so zelo velike, ker za kopje sem 10 let delal na njem, najdeš tisti občutek, kaj moraš narediti, kaj morajo mišice narediti, da kopje odleti. Pri disku še pa lovimo, ne, tudi druge mišice delajo, drugačne vaje bo treba narediti, ne. Tako da je razlika ogromna. Kako izgleda recimo eno takšno veliko tekmovanje športnikov, invalidov? Takole si mogoče včasih kar težko predstavljam, ampak tudi tu gre za številne tekmovalce iz številnih držav. Pa ja, tudi kakšno rečemo, drugače pa tu v Angliji, v Svenciju je bilo organizirano zelo dobro, je potekalo gladko, hitro, so pa tekmovanja, ko pa trajajo malo dlje, pa je mogoče že malo mučno, no. Kako se pripravljate, kako izgleda recimo vaš vsak dan, verjetno predvidevam, da trenirate skoraj da vsak dan. Kako poteka recimo to delo, treningi? Ja, treniram 2-krat na dan, 6-krat na teden, to je v bistvu tako zdravi, drugače ne prideš zraven. Dan pa poteka tako, zjutraj se vstaneš, naješ, grem na fitness, ki ga imam doma, malo bolj provizoriš je, ne, bolj tako, ampak deluje. Potem popoldne gremo pa s trenerjem v telovadnico, še v telovadnici naredimo trening s medicinkam, tudi na stol grem, da malo disk povadim za občutek, zdaj prej kopje. Ja, pa to je to. Luka Cmok je vaš trener, kako ste zadovoljni z njim? Ja, zaenkrat funkcioniramo, tako da nimam pripomb. Težave kot pri večini športov, pa tudi pri vas z denarjem. Verjetno je za vse te treninge, tekmovanja, priprave potrebno kar nekaj finančnih sredstev. Če so moji podatki točni, pa je le teh iz leta v leto manj. Ja, to vsi pravijo, ne, ampak vsi pravijo, da denarja je, samo na pravo mesto ne gre, ne. Jaz bom tako rekel, za malo denarja malo muske, ne. Lahko se dela zato, da se gre na tekmovanje. Zdaj, če češ pa priti na stopničke, je treba še pa kakšne priprave več narediti, kar je pa seveda finančni zalogaj, saj rabiš trenerja, rabim potem medicinsko osebje, spremljevalca, to pa potem kar nanese, ne. Kje se ponavadi pripravljate recimo na ta večja tekmovanja?
ponavadi ker dam svojo rehabilitacijo v Laškem pa v Medulinu. Kako zdaj naprej? Pravite, težave so pri financiranju. Imate kaj podatkov tudi iz same vaše invalidske organizacije, kako naj bi to potekalo v prihodnosti? Zaenkrat še ni podatkov, kako bo, ne vemo. Se bomo mogli sesti dol pa doreči besede, kakšne upajmo, da spodbudne. Kakšni so scenariji različni, recimo, če bo vse funkcioniralo normalno, če ne bo denarja, verjetno to pomeni manj vadbe, manj možnosti za dobre rezultate na velikih tekmovanjih? Pa se vadbe ni manj, ampak tista vrhunska, kar se tiče priprav, tam delaš stopničko več, v bistvu se približuje stopničkam z pripravam. Non-stop isti kruh jest, seveda se ne gre, ne. Če pa je kaj zraven, se da pa dosti več narediti. Tako da to bojo mogli pač vodilni povedati v organizaciji. Prihodnje leto je svetovno prvenstvo, to bo zagotovo vrhunec sezone, že razmišljate o tem? Smo že usmerjeni v to, plani so napisani, zdaj pa koliko jih bomo realizirali, pa ne vemo. Je veliko večja konkurenca na svetovnem prvenstvu v primerjavi z evropskim? V vaši disciplini? 1, 2, ni neka razlika, ne. Se pravi, bi se tudi tam, recimo, ob dobri pripravljenosti pa malce športne sreče lahko vrnili z odličjem? Ne bom napovedoval, ampak če dobro kvalitetno treniraš, je vedno upanje za medaljo. Sicer pa zagotovo tudi vaš glavni cilj v naslednjih letih Rio paraolimpijske igre, ki bodo leta 2016. Ja, to je definitivno, to je pač želja vsakega športnika, da prije na najvišje tekmovanje in pokaže, kaj zna. Vi že imate izkušnje tudi s paraolimpijskimi igrami, kaj ne? Ja, bil sem v Pekingu in Londonu. Peking je bil bolj prepoznavanje, kakšno dogajanje je. V Londonu sem pač že dokaj dobro nastopil, malo sem imel pač nesreče, 4. mesto. Sjajen dosežek. Ja, sjajen dosežek, ampak ljudje te poznajo po kolajnah, ne. 4. mesto je pač lesena medalja. Smola pa pravim zato, ker pač na tistega tekmovalca, ki se pritožil, v bistvu tako ni bila naša poškodba, so ga predstavili v drugo skupino in pač tekmovanje je bilo zaključeno in lahko bi bilo boljše, ne. Kakšni pa so bolj dolgoročni cilji, kako gledate na vašo kariero? Ja, zdaj so samo pogledi usmerjeni na svetovno prvenstvo, če ne bo poškodb. Potem pa kakšen bo rezultat, pa pol Rio. Naprej pa ne gledam, ker pač leta so tu za športnika, bomo videli. Če bojo rezultati dobri, brez poškodb, še mogoče kaj dlje. Henrik, hvala za obisk v našem studiu, za vse te podatke. Spoštovani gledalci, drage gledalke, s tem smo do konca pripeljali naš nocojšnji tretji polčas. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Nasvidenje ponovno prihodnji petek ob 20. uri. Lepo se imejte in lahko noč.